Živjo in en lep pozdrav tebi. Danes sem se odločila, ker je pač tak čas, kjer v tem delu leta večkrat razmišljamo in v srce prikličemo tiste, ki smo jih imeli radi, pa so svojo dušo odšli naprej na svoje popotovanje. To pomeni zapustili svoje fizično telo, včasih tudi za sabo, torej pomeni kakšno ranjeno srce, ampak definitivno pa predvsem lepe spomine ljubezni. Jaz bi danes rada predala sporočila teh pokojnikov, to pomeni tistih, ki te definitivno še čuvajo naprej, zaradi tega, ker verjamem, da želijo danes nekaj lepega sporočiti. Jaz vidim te pokojnike kot angele varuhe. Velikokrat se ljudje obračajo na svoje angele varuhe, pa sprašujejo, a veš, dragi angeli, kaj to pa to, kar je super in definitivno jaz to definitivno spodbujam. Pa vendarle, morate nekaj še vedeti. Niso samo angeli tisti, ki so z vami. Imate tudi druge angele varuhe in to so tisti vaši dragi pokojniki, ki so bili vaše mame, očetje, bratje, ne vem, kdorkoli že, babice, detki, prijatelji in tako dalje. Ko so enkrat zapustili svoje fizično telo, ne pomeni, da ste vi izbrisani in to je daleč od tega, da pomeni, da ste vi pozabljeni. Definitivno bi rada povedala, zakaj nas pokojniki spremljajo. Spremljajo nas zaradi tega, ker vejo, kaj pomeni biti človek. Razumejo to, razumejo vse bolečine, razumejo tegobe in zdaj stvari vidijo definitivno iz nekih drugih oči. Jaz, ko sem pisala knjigo Nebesa ne pozabijo, sem v bistvu delala intervju z mojo mamo in sem jo spraševala stvari, zakaj trpimo, zakaj tako, in ona mi je odgovarjala in je bilo tako zanimivo, kako drugače mi je zdaj povedala, kakor bi mi povedala za časa, ko je bila še na zemlji. Tako res je bilo drugače, pač višje zavedanje, širše razumevanje in tako naprej. Pa vendarle smo s temi pokojniki definitivno, razumeš, povezani z tako nitjo ljubezni, zaradi tega, ker smo pripadniki iste dušne skupine. In pravila, oziroma zakon neke, bi rekla, mislim, ne zakon kot zakon, ampak nekako tako pač gre, teh dušnih skupin je, da ko eden raste, drugi raste, kar pomeni, da si med sabo tudi izjemno pomagamo. In zaradi tega pomeni, da ima tvoja babica, tvoja mama, kdorkoli že, definitivno zelo velik namen te pomagati, zaradi tega, ker to prinaša dobrobit širši dušni družini. Tako da to so res ene take lepe komunikacije. Meni je samo škoda to, da se je toliko ljudi strašila, veš, strašili, da moraš mrtve pustiti pri miru, da se bojo obračali v grobu. Po kateri logiki? Razumeš, imeli so te radi za časa tega življenja, potem so šli naprej in zdaj, valjda ti hočejo, če ti zdaj še bolj lahko pomagati, valjda ti hočejo pomagati. Kaj to pomeni, da jih treba pustiti pri miru? Vedno se potem te pokojnike prikazuje kot neke zlobne duhove. Kako, če grejo v svetlobo, če grejo v posmrtno življenje, ki je samo ljubezen in sočutje, kako greta te dve informacije skupaj? Meni to nikoli ni bilo jasno, da se treba stvari z logiko vprašati. Jaz take stvari ful učim na tečaju medijstva, lahko si pogledaš, 14. novembra na spletu bo tečaj medijstva in posmrtnega življenja, kjer te učim komunikacije in razbiranja znakov iz onostranstva, če koga pogrešaš, ali pa če čutiš, da imaš ti sposobnosti predanja teh sporočil in želiš biti medij in se želiš s tem ukvarjati in pomagati drugim ljudem. En tak čudovit tečaj z konkretnimi tehnikami, razvojem, razumevanjem teh znakov, kako te komunikacije tečejo in tako naprej. Zato, ker je definitivno malo drugače, kot da kar vzameš telefon pa pokličeš, kar bi le lahko. Skratka, to sem ti zdaj malo povedala o tem, zaradi tega, ker si mogoče pokojniki bolj želijo neke povezave in da si želijo, da ja, seveda kličite angele na pomoč, ampak dajte se kdaj spavati tudi na njih obrniti, zaradi tega, ker komi čakajo, da vam pomagajo. In jaz imam, zato ker njih ful dojemam kot tudi naše angele varuhe. Tole je moja knjižica, Pisma angela varuha. To je knjižica, ki ima taka ful čudovita sporočila in potem si dnevno odpreš sporočilo. Ampak jaz sem zdaj odprla za pokojnike. Zdaj, če hočeš to knjižico imeti, za v torbico je, vidiš, tak, jo najdeš na nebeškatrgovina.si. Ampak mi bomo zdaj konkretno pogledali. Resmo, da bom brala iz leve strani, zato ker je srčna stran. Tako da, dragi pokojniki, kaj je tisto, kar bi nam
in tistim, ki tole poslušajo, to je naša skupna nit, kaj bi najbolj želeli povedati? Kaj je tisto najbolj sporočilo, česa se moramo trenutno najbolj držati, kar vi opažate? Okay? Evo ga, leva stran. Pismo železniške postaje. Evo, tukaj, vidite, da vidite, da res, evo. Sporočilo gre takole. Dragi moja, del nam bojo dali, kar zaprem nazaj, ne, se ne bom. Lej, če treba, je treba. Ne zaspi na vlaku udobja, če tudi te njegova vožnja tako zelo želi uspavati. Počitka je konec, izstopi na naslednji železniški postaji, ki te že čaka zemljevid z novim načrtom. Čas je za nove stvari, nova dognanja. Čas je, da narediš nekaj drugače. Dovolj je bilo rutine, kaj ti ne bo te izpopolnjevala več. Novi zemljevid ima zate povsem drugačne načrte, kateri bodo spodbujali tvoje razmišljanje. Želiš si nečesa več. Čas je za nekaj več. Čestitam ti za vse, kar si dosegla do sedaj, sedaj pa čas, da ti čestitam za nove premike. Čas je ugoden. Na železniški postaji sije sonce in svetle poti so zagotovljene. Čas nove pustolovščine je tukaj. Super. Čas je za nove premike, torej. Čas je, da zdaj, predvsem veš, ko gremo v zimo, pa tako naprej, dosti ljudi zaspi, ampak manifestacijsko se mora ta planet prebuditi. Veliko je bilo dogajanj, saj vemo kakšnih, kjer je ta manifestacijska moč padala. Zdaj bi pa rada pokojnike še nekaj vprašala, pa bom šla tokrat na desno stran. Ok, vi ste nam dali to sporočilo, rada bi vas še nekaj vprašala. In sicer, kako nam boste konkretno vi pomagali. Pa bomo razbrali sporočila. Tole nisem zdaj pričakovala, ampak ful sem začutila to vprašanje, kako nam lahko vi pomagate, dragi pokojniki. Evo. Evo, pismo vodnega žarka. Potrebuješ razbremenitev, tvoje telo se malce lomi pod stresom in naloženimi zahtevami. Mišice, ki te drugače rade volje ubogajo, čutijo napor, ki ga ti morda zaradi veliko obveznosti ne. Morda pa je tvoje telo celo obremenilo čustveno in ne fizično naprezane. Čas je za zdravljenje. Aha, ok, kako ti bojo oni pomagali je? Pomagali ti bojo pri obnovitvah, pomagali ti bojo, to pomeni, da če čustveno nisi v redu, jih lahko pokličeš za podporo. Jaz sem takoj zagledala, videla sem njihova krila, kako te objemajo. To pomeni, da če nimaš energije, te dvignejo, pa tako naprej. Skratka, dostikrat, ki si utrujen, utrujena, poklič njih. Poklič, da ti pomagajo pri obnovitvi, pomagali te bojo dvigant, okay? Motivatorji bojo, hkrati ti bojo pa pomagali, da bo tvoje telo v redu. To lahko oni seveda počnejo, zato ker so nekoč nosili telesa, ampak konkretno ti bojo pomagali, razumeš, na tak način. Tako da super, zdaj veš, dobili smo ful čudovita sporočila. Poglej si tečaj Medista, če te pokliče, če rabiš take komunikacije, v vsakem primeru pa upam, da je tole sporočilo te doseglo in da se res premakneš, kogar so svetovali v novo, boljšo smer. Vem, da včasih težko najdeti moč, ampak jo bojo pokojniki dali, da je včasih težko, ampak zato smo mi tukaj, da vam pomagamo. Zato so pokojniki tukaj, da vam pomagajo in vse se da, ampak definitivno je prišel ta čas. Lepo se imejte, želim vam čudovite svetove ljubezni in adijo.